Lep dober večer, vsem skupaj, Tanja Skaza z vami v četrtek 2020. Mogoče sem že malo zamudila, ker sem čisto pozabila, da je že toliko ura. Ok, meni igrajo, upam, da slišite, ikari, ker je kar prav, med kokr potegnejo zraven, da bo ta tema še dosti bolj zanimiva. In izbrala sem točno tako temo, ne? Tudi povedala bom danes, kako izberem temo, povedala bom, kako me do tega potegne, ampak današnja tema je, to pomeni, kakšne moške si želimo ženske in na kak način, kako lahko ženska moškemu pomaga, da lahko postane njen moški, njen popoln moški. Ko govorimo o popolnem moškemu, govorimo o tem, da se počuti Amanda, dober večer, da se počuti Marinka, dober večer, da se počuti varna in ljubljena. Ok? To je naša tema. Srčno upam, da bom poskušala v 20 minutah. Danes sem prav rekla, dajmo res probati v 20 minutah in v 20 minutah vse povedati. Erika, dober večer. Tako da danes vas sploh ne bom mogla tako vsako pozdraviti, ampak mi je zelo lepo, ko vas vidim, ko vas znam. Seveda vas vidim, ker mi piše gor, ampak da veste, da mi je všeč to, ker vem, da rastete. Tako sem vesela in hvaležna marsikateri, ker delate velike premike, tudi moški, no. Tanja živijo, dober večer. Tudi, če se ne javite v živo, mi je čisto ok. Všeč mi je, ker ste si izbrali nek kanal, kjer delate na sebi, poskušate, probujete in ko začutite spremembo, se tudi znate pohvaliti. Tako da to je zelo lepo in zato sem tudi vesela, zato tudi snemam videe. Tako da, dragi moji, kar naprej, jaz se bom trudila, kolikor lahko, do takrat, ko bom čutila. Ko pa ne bom čutila, bom pa s tem prenehala. No in gremo začeti najprej to, ko govorim, ko rečem, ko bom čutila. Pa bi mogoče rada nekaj podelila z vami, da boste razumeli, kako izberem vsebino. Vrnila se bom nazaj na leto, večer, dobra tema, super. Vrnila se bom nazaj na leto 2020, 10.10. Martina, dober večer, ko sem izdala mojo knjigo. Če se spomnite, tisti, ki me spremljate, ali pa tisti, ki me spremljate, jaz sem nekje v tistem času, rečemo v enem tednu, zelo veliko knjig najprej razdelila in tudi veliko knjig prodala. V 2 tednih sem bila tako kot sota, če si bi predstavljali, komaj sem hodila, resno, to je bilo tako brez energije. Vem, da so 10.10, ko mi sem čakala tiste počitnice, ko bodo pač krompirjeve počitnice in se spomnim, da sem v Malinski tam večinoma časa preležala, hodila na sprehode, ampak res brez energije. In takrat sem jaz rekla, kaj se z mano dogaja. In takrat sem se spomnila, koliko ljudi je povezanih z menoj, ki bere mojo knjigo. Istočasno, če si samo predstavljate, da zdaj po celi Sloveniji predstavljate si, sem tako si malo vzamete, nekje, ajde rečemo, 1000 ljudi ali manj, kakorkoli 1500, kakor ne vem zdaj čistočno, koliko je bilo takrat knjig v tistem tednu prodanih, bere mojo knjigo. In v tej knjigi sem jaz dejansko se slekla in poskušala vam resnično, tisti, ki ste prebrali knjigo, povedati, da nisem popolna, da sem čisto enaka kot vi, nič drugačna kot vi, edino, da sem se odločila postati zmagovalka in da sem vedela, da je čisto vse od mene odvisno, a bom danes slabe volje ali bom to življenje spremenila, da bom dobre volje. In to je bilo tako, zelo, takrat sem prvič zaznala, kako energije odtekajo in kako lahko človek hitro ostane brez te svoje energije, če ne zna paziti to energijo. In takrat sem se prvič začela res konkretno zavedati, koliko je to pomembno. In pred enim tednom dni se mi je zgodilo prav podobna situacija. Zdaj težko delim, kateri del dogodka je bilo to, Jernej živijo, kateri del dogodka se mi je to zgodil, ampak sem prišla v to preizkušnjo, kjer sem rekla, a je prav, da jaz to energijo tako delim, tako krtko jo talam, mojo energijo, ki je na nek način ta moja energija, ki je prav, da zadržim. Energija je ljubezen, odvisno, jaz srčno upam, da začutite, da to energijo, ko dajem ljubečo energijo, dajem ljubezen, resnico in svetlobo, pozitivno naravnanost. In potem sem rekla, pa zakaj jaz to sploh počnem, a mi je to smiselno?
Živijo, tako da zdaj vas ne bom pozdravljala, bom kasneje probala. Živijo, mi je pa ful lepo, pol se preberem pa napišem. In sem rekla, zakaj jaz to sploh počnem? In potem, kakorkoli, potem se je pokazalo, da je to prav, da počnem zaradi tega, ker peljem res do mene prijo izključno srčni ljudje, res srčni, ranjeni, to pomeni ranjeni, ali pa tako, da so zaprti še in da se ne upajo odpreti, ker je prišlo do kakega takega dogodka, da je bolje, da so zaprti. No in takrat je bilo tako, da sem rečem možu, kaj pa vem, Igor, mogoče bi bilo pa prav, da si malo vzamem za 1 leto jaz dopusta, se nekako napolnim, pogledam, da ne bom tako razdajala to svojo energijo, ker se mi zdi, da mi odteka in je prav. To pomeni, da če ti odteka energija, nisi dejansko čisto v svojem stebru ali pa da dovoliš, da ta energija odteka. In potem zvečer se uležem v posteljo in rečem, vesolje, ti že veš, kaj je prav, ti že veš, kaj je prav, naredi tako, kot je prav, seveda, kaj se je zgodilo. Pol smo mi šli za vikend, to se v četrtek se je zgodilo, v četrtek, ko sem delila s vami, če pogledate tisti video, boste videli. In v četrtek potem sem se ulegla, v petek sem šla na obred, imela krasno na obredu in na obredu dobila marsikateri odgovor. Vendar na obredu poskrbimo kot ekipa, jaz pripeljem ekipo, pripravim ekipo in nekje ponavadi so ekipe 12 ljudi, tokrat je bila ekipa 14 ljudi, poskrbi tudi druga ekipa, da ta ekipa res naredi preboj. Na nek način, lahko bi nekdo rekel, da je to preboj, za nekoga razsvetljenje, za nekoga novo rojstvo. In v tistem primeru dejansko si ti tudi osredotočen na to, da ta ekipa naredi ta preboj. No, ampak v vsakem primeru je že meni tam na obredu prišlo do tega, to pomeni, kaj se je pri moji glavi. Ali je to prav, ali to ni prav, sem dobila odgovor, da absolutno je to prav in da mi je tudi Ajuaska iskreno vprašala, kaj potrebujem za to, da delam in da bom zdaj tako, kakorkoli boste to vzeli, da širim to ljubezen na ta ženski rod, ker je ženski rod zelo, zelo pomemben. Zaradi tega, ker imamo najprej mamice, ki pokrivajo 3 stebre in potem posledično tudi otroke, naše otroke. In pri punčkah delamo ene vzorce, pri fantkih delamo druge vzorce. Tudi o tem bom malo povedala. In sem dobila odgovor, absolutno, da je to tisto pravo. In potem, ker pač nisem se mogla tako osredotočiti nase, koliko sem se osredotočila na mojo ekipo, sem potem je še Ajuasko doživljala in v ponedeljek in v torek. Doživljaš jo konkretno imaš obred, ker Ajuaska je tako v nas, naše svete medicine so noter v nas in naše svete medicine, kadarkoli jih aktiviramo, se one pogovarjajo z nami, so tukaj in še enkrat, tisti, ki mogoče karkoli ne veste o tem, ne bi zdaj, ker bi bilo to dobro en cel video o tem posnet, ampak svete medicine je nekaj, kar je res najbolj čistega. Nekaj najbolj čistega, to pomeni neka čista ljubezen in da pride do čiste ljubezni je pomembno, da se mi najprej očistimo, da lahko ta čista ljubezen pride do nas. No in ponedeljek pa torek sem jaz imela ponovno obred in vsakič tako zvečer rečem, zakaj me še nekaj muči, nekaj se še dogaja, nisem tako nekaj mirna, ni takšna, kot bi lahko bila, srečna v svojem stebru. In naslednji dan, to pomeni v ponedeljek, sem rekla, vesolje, ti že veš, je to prav, da delam to ali ne. In v ponedeljek me pokliče gospa, moja stranka, krasna stranka. Naj vam povem, da delam s to stranko manj kot 1 mesec, ampak ta stranka je naredila take velike premike, ampak konkretno je skozi mano, skozi dela in želi delati. Ona je tista, ki res želi delati na sebi. In mi pošlje donacijo s tem, da mi želi donirati, ker sem njej dala to nesebično, tako napisala, ker mi nesebično ali pa neizmerno, mogoče bi bilo dobro, da preberem, sem zdaj v telefonu, in dajem to ljubezen in ji kažem to pot, kako lahko postane resnično to, kdor je. Zdaj sem to skrajšala, ona je to lepše napisala, seveda dosti bolj srčno, tako, da sem pa na koncu se še jaz jokala. No in potem sem razmišljala, prvo sem bila vesela donacije, potem sem pa, spet padla, kaj pa zdaj? Zdaj pa je to prav, da to donacijo oplemenitim. No in
nisem še prišla do konca tega, kako bomo plemenitile delavnico, vendar vsekakor lahko vam povem, da bo ena izmed teh delavnic, ki je pač gospa mi donirala, moja zlata boginja, bom naredila eno brezplačno, oziroma ne bom rekla temu brezplačno delavnico, ampak bom naredila tako, da boste vedeli, da vam je to plačala ena boginja, ki je resnično naredila transformacijo v svojem življenju in dela korak po koraku. Tako da iskrena hvala, celo napisala mi je, da ne bi želela biti objavljena, katera je, ampak da, ko bo prišel pa pravi čas, bo pa sama tudi ki povedala več o tej zgodbi, kako je ona spremenila svoje življenje. Evo, koliko sem imela uvoda? 12 minut, my god. Ok, o tem sem govorila. No, in zdaj pridemo do naše usmeritve. To pomeni, če je bilo moje sporočilo, da dvomim gor dol, sem tja povedala sem vam, kako hitro se lahko izčrpa energija, pomembno, da znate svojo energijo čuvati, paziti in ko veste, da odteka nekaj, kar ni ok. Meni je mogoče energija odtekala zaradi tega, ker sem preveč dala ali pa posledično ne preveč dala ali pa da mogoče je prav tudi v določenih mejah, da ne daš, da se obdaš in rečeš dovolj je. In to je res nekaj najbolj subtilnega. 3-krat lažje je delati navaden posel, kot pa širiti svojo energijo in svojo energijo predati ljubezen, resnico in pozitivno naravnanost. Tako je tudi prišla ta tema, o kateri bomo danes govorili, ker sem zraven v ekipi peljala 12 krasnih žensk in 2 krasna moška. No, tudi moški prijo k meni srčni, na drugačen tek ne morejo priti k meni. In sem videla to lepoto, to skrito lepoto in v resnici, koliko smo srčne in koliko je prav, da imamo tudi zraven sebe takšne moške. Ampak največkrat mi ne vemo, koliko je pomembno to v ženskah, da smo take, da lahko to poiščemo take moške oziroma da najdemo take moške, ki nam bojo to tudi dali. No, in potem je pač torek, moj drugi torek jutro je bilo usmerjeno k temu sporočilo, kakšno sporočilo naj prenesem, katero je tisto, da poskušam ženska malo olajšati pot in prav tako moškima. Tako da dan srčno upam, da me gledajo tako ženske kot moški. In srčno upam, da boste karkoli dobili, ki vam lahko pomaga, da bodo vaša partnerstva lepša, da bodo vaša partnerstva bolj ljubeča, bolj spoštljiva in predvsem bolj romantična. Največkrat, kar se zgodi, ko se ženske na obredih, mogoče nekatere prvič v resnici odprejo to svojo srčno in spolno čakro, to pomeni tako resnično začutijo boginjo v sebi, se zavedajo, da so one tisti magnet in da so one tista ljubezen, ki je prav, da jo širijo naprej. Ampak ker tega ne znajo, potem v svoje življenje privabijo podobne moške, ne da ne bi želeli ti moški tega narediti, ampak ti moški ne znajo. Ti moški mislijo, da je že dovolj, če ženska lahko gre ven, eni pač tako, da nekaj kupijo, tretji moški, da jo peljejo kam na izlet, četrti moški, pač čisto odvisno. Bom tako rekla, eni da spijo z njo in pa mislijo, wow, se ni ful veliko dal. Jaz se res ne bi zdaj želela, da se to sliši kot samo hvala, ampak tudi sama nisem mojega moža, dokler nisem sama ugotovila, kaj mi daje in sprejela to njegovo dobroto, moško dobroto, ki mi jo daje, sploh nisem razumela, da to imam v hiši. In bolj, ko sem to razumela, kaj imam, in bolj, ko sem bila hvaležna za to, kar imam, več in več sem dobila. Vendar, najprej ljubezen prihaja iz ženske. Od ženske, ne iz ženske, tako da se opravičujem mogoče. Tako, od ženske. In ženska, ko začuti to svojo ljubezen, ona najprej se zaveda, da je ona steber družine. In takrat lahko moškega nauči, kako je prav, da on tudi postane tisti njen moški, ki je srčen moški, ki daje ljubezen, ki je njena varnost, dejansko, ki se počuti varna zraven njega in predvsem ljubljena, da bo vedno se počutila varna v njegovem objemu. Upam, tako, zdaj, ko to govorim, je tako polno srce. In naprimer, moj mož, odkar pomnem, je resnično zelo romantičen. In včasih tega sploh nisem videla tam do nekje leta 2015, koliko je romantičen, koliko zna poskrbeti. Zna poskrbeti, tako kot sem že marsikdaj vam rekla, za rože. Imamo vedno rože
in ko slišim, da kakšna ženska ne mara rož, pa da bi kjerga moškega nagnala, včasih, ker mu moškemu rečem, probaj, poskusi, naj tudi ona spozna to. Samo mogoče prvič bo ji grozno, ampak drugič, tretjič bo je pa to lepo. Kolikrat mi gre v trgovino, dejansko moj mož hodi v trgovino, jaz ne, in tisti čas porabim za karkoli drugega, mi naredi nekaj lepega, da mi pokaže, da me ima rad. Kolikokrat se zgodi, da me brezkompromisno kam skoči, brez kakršnega koli, ki ga samo prosim in gre, in je to tudi ljubezen, ki jo mogoče ne vemo. Ampak ko mi začnemo, ko se nam to ne zdi nič samoumevnega, ko to sprejmemo kot nekaj lepega, ali celo to, ki se mi zdi, da mogoče pozabljamo na to varianto, ko moški delajo, želijo svoji bogini narediti lepo življenje, mogoče delajo cele dneve, zdaj težko ocenjujem, ker ponovadi sem jaz bila tista tudi, ki sem delala cele dneve. Pač jaz sem sama takrat zabrala, da jaz bom sama varna, da se bom sama osamosvojila in tako naprej. Delajo po cele dneve, je tudi takrat prav, da se možu zahvalimo, ker nam omogoča varno življenje, ker nam omogoča, da imamo lepo življenje, ker to ni čisto samoumevno. In ko moški spozna, koliko lahko kako je ženska že hvaležna za te stvari, ali pa primer, mi je zadnjič ena rekla, kaj pa to neki kdaj pa kdaj skuha, Ja, hvala Bogu, mislim, hvaležni smo lahko, če moški skuha karkoli, ampak mu pokažimo, da smo veseli, ker nam to počne, ker to počne. To pomeni, da smo mi tiste prve, ki lahko to ljubezen damo. Pa tudi, če karkoli zdaj od tega ne počne, jaz sem prepričana, da boste našli ene 3-4 stvari, ki lahko kljukico naredite. To ali vam prinaša varnost domov, ali naprimer poskrbite otroke, pelje kam na aktivnosti, ali karkoli, gre v trgovino, ali poskrbi za to, da imate prikolico postavljeno, takrat, ko greste na dopust, ali poskrbi za to, da imate nove smučke, čisto karkoli pač si predstavljate, najprej začnite, najprej v ženski notri se prebudi ta hvaležnost. Naj se vam ne zdi samo po sebi umevno, da se to pač počne. In ko boste to počele, boste avtomatsko tudi več in več tega dobile. Kaj pa se nam največkrat zgodi, da potem, kak je že bil stavek, kakšnega sem imela, kakšne moške si ženske želimo. Vsaka ženska si želi moškega samo, da je pozoren, da jo sliši, da jo posluša, da jo spoštuje in predvsem, da se počuti varna zraven njega. Ampak ponavadi moški, kdaj ne vede, ne hote, naredijo nekaj, ker ne znajo drugače, ne znajo povedati svoji partnerki, da se bojijo za njo, da jih je strah, da karkoli, da bo ušla, da se ji zdi, da je bolj pametno od njega, odreagirajo drugače. Odreagirajo na način, ko se kdaj razburijo. Da pa ne bo to samo za moške, to lahko tudi za ženske. Takšna sem bila jaz. Se razburijo in začnejo mogoče kdaj malce se dreti na svojo ženo ali na svojo partnerko in potem mogoče malce izraven poniževanja in potem prava ženska, da lahko moškega obvaruje tega. To pomeni, bi se naj ustavila, ne sikala nazaj, ali pa tako kot rekla, ko kača, malo pikala, se ustavila in pošiljala samo ljubezen. V primeru, da ne gre, to tako in tako veste in slej ko preveč tega ne boste mogli zdržati. In boste naredili črto. Ni prav, da ženska ponikne in da se spusti na način, da je tiho. Ženska samo pomembno, da se zaveda, da ima na drugi strani moškega, ki je mali otrok, ki je ranljiv in ga je strah, kaj se bo zgodilo. To meni strah pred neuspehom, strah pred izgubo, strah, da ni dovolj dober in tako naprej, da ga zna pomiriti. In pomiriti ga zna lahko na 101 način, vendar najprej počaka, da pač oddela svoje in potem, kaj je pomembno, da mu samo pove, da je vse v redu, da je čisto vse v redu, da mogoče ne sika nazaj in da mu ljubezen daje. To pomeni ne, da je ponižna in da jo je strah, ker nima biti za kaj strah. To pomeni tudi ona potem ima ta izziv v sebi, ampak potem mu reče, vse je v redu, ali pa mu že kar reče, vse je v redu je, kar dej ven, karkoli imaš dati za ven,
Vse na začetku vas bo lahko poniževal, kregal ali pa kakorkoli. Zapomnite si, da on 10-krat bolj trpi kot vi. Ker vi, če širite ljubezen, to do vas ne pride. Vas malce zaboli, ampak pol se to z ljubeznijo lepo pozdravi. On pa še 3-krat doživlja to porcijo. In če gremo nazaj z ljubeznijo, če nazaj pridemo z ljubeznijo do tega majhnega otroka, verjamte mi, da pride k vam po objem, pride k vam po opravičilo, naredil bo vse, da se počuti ljubljen v vašem objemu. Tako da, to bi lahko bilo ali za ženske ali za moške, vendar največkrat, kaj se zgodi pri moških, se zgodi to, da ne znajo pokazati, da jih je strah, da rečejo, moj mož je meni rekel 2-krat, tako mi je čisto konkretno rekel, a se moram kaj bati zate. A je tako, to mi je enkrat rekel, drugič mi je pa rekel, a ti čutiš, če te kdo osvaja, tako, malo smo se o tem pogovarjali, ampak mi je bilo všeč, ker je delil svoje mnenje z menoj, ker je delil svoje razmišljanje, svoje strahove in ko je ugotovil, da so to samo strahovi, ki so nastali in ko sem ga znala umiriti, je me najprej dal potrditev, da me ima res rad in posledično sem vedela, wow, res je tisto, da si res lahko vse povema. To je tisto, ko praviš na smrtni posli, si želiš povedati čisto vse in ne, da boš imel kakršnokoli zamero, ampak da je to tista ljubezen, ki si jo res delil z nekom. Tako da, enako je pri ženskah. Jaz sem bila tista ženska, ki sem sikala. Jaz sem bila tista, ki sem čutila, da naprimer Igor me ni podprl v kakšnih, ne vem, projektih v službi, ali pa naprimer, ko sem videla, da me ne zna zaščititi, sem sikala, sem bila glasna nazaj. In pač on se ni znal obraniti na ta način, ni bil kar tiho in posledično je mislil, se bo že minilo, spet nekaj takega. Vendar mi ni dajal ljubezni nazaj in potem je mene še toliko bolj odrinjalo stran, se me nima rad, samo je čisto vse eno in tako naprej. To ni dobro. Dobro je vedno pokazati, v redu je, danes midva ful znama, danes to tako obvladama, da to je noro. Mislim, jaz že popoldne, ko pridem, ko me vidi, ko sem tako malo utrujena, seveda, če je kak projekt ali pa če so kaki posli, ki res se izčrpam. Veste, kdaj se pa izčrpam? Vam to povem, kdaj se izčrpam. Izčrpam se takrat, ko mi kdo da denar, me plača in potem mu težko da denar. Ker ko težko da denar, gre moje energije, gre dosti več in takrat jaz ne dobim nazaj. Ko pa se denar da z ljubeznijo, pa dobimo oba, vedno oba, tako stranka kot jaz. In to si zapomnite. Karkoli boste dali denar, za karkoli, za počitnice, za avto, za obleko, za hrano, naj bo to narejeno z ljubeznijo, zato da boste potem tudi uživali v tem. Ko pa tega ne naredite tako, ker prav opažam tiste stranke, ki nimajo izziv s tem, da plačajo, da vesele so, da dajo, da ko mi čakajo, da dobijo, ne da razmišljajo, kaj bodo odnesli, ampak oni čakajo, ker vejo, da bodo se napolnile. Tam je ne dvojna nagrada na način implementacije, ampak jaz včasih rečem, da kar 3-krat se poveča ta nagrada, ko hitro znajo srkati. In tako jaz kot stranka smo obe napolnjeni. Jaz pridem domov potem tako polna energije, da rečem Igorju in moj mož skozi pravi, ti si rojena za to, ker ti ko govoriš o takih stvarih, to je to. Tudi ko končam z vami video, sem seveda, da se zaščitim tudi pred tem. Ker pa vem, kdo me mogoče gleda, pa misli, ta je pa taka in potem je prav, da se tudi zaščitim. Ampak to sem vam želela povedati, da energije niso tako čisto samoumevne, ampak lepo je. Ok, naj še povem tudi, mogoče majčken se dotaknem enega področja, koliko je ura? Enega področja, ki se mi res zdi pomemben, ki sem ga tudi videla v teh mojih sanjah, ki je prav, da delim z vami. To pomeni zdaj da sem zaključim prvi del. Ženska, če želi imeti krasnega moškega, ga lahko to nauči. Ko bo ona imela ljubezen, to pomeni, ko bo ona v ljubezni, bo naučila svojega moškega, kaj je biti srčen moški, zraven katerega se počuti ljubljena in varna. Dokler ona ne bo imela ljubezni, je v svoje življenje čisto enakega priklicala. To pomeni, če smo mi, ne brez ljubezni, ne odpre se za ljubezen, ne odpre. To pomeni, ko se mi bojimo odpreti za ljubezen, takrat sikamo. In ne da nimamo ljubezni, seveda imamo, vi sploh ne veste, koliko ste še srčni, koliko še je vsega tega noter v vas. In
Ko se pa ženska odpre za to in ko daje to naprej, ko daje to ljubezen, moški spoznava in moški ga z lahkoto učiti, da mu rečeš, a veš kaj, jaz bi pa lepo prosila, da me kdaj pohvališ, jaz bi pa lepo prosila, da mi odpreš vrata, jaz bi pa lepo prosila, če mi vsako jutro ali pa rečeš, aha, Karmen, dobro vprašanje, kako se zaščitite. Ja, zdaj se s Floridami, Karmen, to imam tle, to bi mogoče drugič kdaj govorila, Ana, če vas bo zanimalo, kako so zaščite. Jaz se zaščitim s Floridami, s kristali, zaščitim se tako, da obdržim svojo energijo, ampak po drugi strani, kakor vidite, mi pa tu zna uhajati. To pomeni, ker sem res odprta. Energijsko sem zelo odprta in hitro se kdo prepopa zraven gora, ne? Po energijah, ne? Kar pomeni, da imam res pure energijo. Kje sem zdaj ostala? Aha, ko boste želeli, ja, pa nič moj tega ne ve, moj on ga ne ve, ne? Sigurno ne bo moški vedel, če bomo znali rezati jajca. Če bomo znali odrezati jajca, moški ne bo znal biti moški. Mi delamo tega moškega v copato. In potem pričakujemo od tega moškega, da bo on zrihtal to. Ne bo, on bo nas samo poslušal, kaj mi želimo. In ponavadi bo naredil to, kar si želimo. Ampak v vsakem primeru to ženska manjka potem strasti in jaz vam predlagam, da tega ne počnete. Zato resnično predlagam, da pojdite v svojo ljubezen. Res vsi tisti, ki tega še ne znate in ne veste, dajte narediti eno, napišite se mi, mogoče za uvodni sestanek, če vas bo več na uvodnem sestanku, ne vem zdaj, za 10 z veseljem naredim 10-15, ker tako in tako se vedno polnijo obredi, naredim uvod, da sploh veste, kaj so obredi, kako priti do svoje ljubezni, kako spoznati sebe, kdo v resnici ste, kaj si želite, kaj je to, da je čisto v redu to, kdor ste, da ne rabite biti, ne vem, predsednik države, da mogoče tudi, če ste, ne vem, en strokovnjak na določenem področju, aleluja, hauš, čestitite si. Ampak samo to, da ste srečni v svojem življenju in da veste, da je to življenje tako enostavno. Vse, kar delamo z naporom, to ni za vas. Vse, kar delate iz srca, to je za vas. Jaz bi lahko govorila vam takole pred ekrani, pa ne vem, 5 ur. Res te ne utrudi. Tisto, kar govori srce, srce govori in lahko govori. Mogoče naj se dotaknemo otrok, ki se mi zdi pomembno. Ko rečemo, imamo fantke, jaz imam 2 zlata fanta, 2 res zlata fanta, 2 taki lepi stari duši, oba sta zelo tako stari duši. In poanta je, če se jaz pokažem v tej vlogi, da ne sikam, da ne tako napadam, razjedam, oni začutijo to mojo, bom povedala, kaj je zdaj v naši družini. Ta je najboljša, da smo popolne v svoji popolnosti. Bravo, Eva, bravo. Bom povedala, kako je v naši družini. Moj mož, naprimer, ko moj starejši sinek da reče, ne bom nisel tega pladna, ne bom to pospravil, ali pa ne bom šel zdaj spat, ali pa to gor dol. Moj mož vedno me zaščiti na način, da reče, prosim, ne bo se zgovarjal moji ženi. On se postavi in mene vzame v bran, da me tudi pokaže, da sem njegova boginja. In na tak način je bilo prvo mojim smešno, mojim otrokom res smešno, potem so pa tudi oni drugače začeli gledati in oni bodo tudi, jaz srčno upam, da bodo dobili take princeske, ki bo se zavedali, da so to boginje, da to niso osebe, ki so sem zato, da so tam kuhajo, pa tako, Tako je bilo na začetku, ko sem bila taka stroga, oštra, so prvo misli, ženska je za biti dobra v poslu, dobro skuhati, vse pospraviti, Zdaj gledajo to drugače, Kako je pa pri ženskah, kako pa je pri naših mladih princeskah, kako je pri princeskah pomembno. Pri princeskah je pa pomembno, da ko mami širi ljubezen, drage hčerke vedo, da se vse lahko dela iz ljubezni, da ne rabijo biti preračunljive, da ne rabijo biti, ne vem, dvomljive, oziroma nezaupljive na kakorkoli in tudi so odprte potem za te stvari in ne vidijo 101 ovire, kako bi do tega prišle. To pomeni, ne grejo v vlogo žrtve, ampak vedno grejo v vlogo zmagovalke. In pri hčerah je še toliko bolj pomembno, drage moje dame, da resnično delate z zgledom, ker samo z zgledom jim boste dali dobro popotnico za domov, mislim za naprej. Moji starši so meni dali dobro popotnico vrednot, vendar niso mi pa dali ogledala, kako poteka krasna družina. To mi je dal pa moj mož.
Moj mož se, kadarkoli smo prišli domov, ni se želel v službi pogovarjati, želel je, da smo kot družina, želel je slišati mene, želel je, ne vem, tako, dobro, to odvisno v katerih letih, tam do 2015 malo manj, ker mi je imel poln kufer, ker sem bila skozi v službi, od tam 2016, 2017 se je pa začel zelo, zelo krasno z mano pogovarjati in vsak dan se bolj pogovarjamo. In mi dva uživava, ker smo sama na dopustu in ko mi kdo reče, da ne zna biti sam na dopustu s svojim partnerjem ali partnerko, dragi moj, vidva sta oba za obred ljubezni. To pomeni najprej, da se spoznate, da sploh vidite, kdo v resnici sta in če si sploh odgovarjata. Ker najlepše se imamo sami seboj. Ker to je, najbolj se napolnimo. Jaz se vsak mesec, vsaj za 3 dni je prav, da se napolnim sama sabo. Da spoznam res vsak delček, da začutim, kaj je tisto, kar me boli in kaj mi je super, kaj mi je odlično. Ok, in zdaj naslednja zadeva, čakaj vprašanje, kako lahko ženske pomagamo moškemu, da postane naš princ, pa mislim, da sem že kar na nek način odgovorila. Definitivno poskušajte se pogovarjati z vašim moškim. Moški so najbolj enostavna bitja na tem planetu. Res, če boste rekli moškemu, da želite, da vam odpre vrata, seveda se bo na začetku smejal, ampak reči, lej, mene bo to osrečilo in ti boš res, in se mu tebe zahvali, bo on res razumel, da je to vaš princ. Ko boste želeli, da vaš moški ni samo v službi, da je tudi zraven vas, mu to povejte in mu res tako recite, vse je lepo, ker skrbi za našo varnost, ker si v službi, ampak jaz te tudi potrebujem, jaz sem ženska, meni je prav, da začutim, da je ta moja boginja še živa, da se počutim lepo, da se počutim srečno in to se lahko počutim samo zraven tebe. To delite s to vašim partnerjem, nič naj vas ne bo strah, kar vas pa lepo prosim, ne pa delite tega, da rečete, da lahko najdete drugega. Tega pa ne počnite, ker moškega postavljate v dvom. In tako, ko ga postavljate v dvom, širite ta dvom. In to pa ni nekak vaš interes. Veliko bi vam še lahko povedala, ampak najbolj pomembno si bi pa želela danes, da si zapomnite. Ko boste vi v svojem srčku, boste lahko pomagali svojim moškim, da postanejo srčni in popolni moški. Ko vas bo moški kadarkoli napadal, se zavedite, da je v vlogi malega otroka, ker ga je strah. Strah pred neuspehom, da ga boste pustili, da ni dovolj dober za vas in tako naprej. Dovolite, da pove, ne da se predstavite, da postanete žrtev, ne to narediti, ker s tem ga hranite, da bo to še vedno več in več delal. Vendar gledite ga, poglejte in si predstavljate, da imate na drugi strani majhnega otroka, ki je ranljiv, da mu samo poveste, da vse je dobro. Najkar pove, kar misli in verjemite mi, da bo čez čas prišel k vam v objem. Če ne pa on k vam, pa vi pojdite k njemu, pa bo presrečen. Vendar, tisti, ki buta ven, tisti ima večjo bolečino kot tisti, kateri posluša. Zato, ker je vedno bolj prizadet. Zapomnimo si, da naše vzorce prestavljamo, prenašamo z zgledom, ne z besedami na naše otroke. Drage moje, vse, ki imate fante, čisto vse, ki imate fante, si zapomnite, da je krasno, da vas vaš mož podpre, da vas na nek način zaščiti in vam pokaže, da ste njegove boginje. Ampak spet boste ve tiste, ki boste to oddelale. Mi smo prve, mi smo vrat, moški je pa glava. Moški so najbolj enostavna bitja, seveda, če ženska ve, kako lahko dela z njim. Tako kot vi želite svobodo, tudi on želi. Ne bojte se, ker če se razumete, če si pomagate en drugemu, je tudi vam predan in vi njemu. In kaj sem še želela povedati? Mislim, da je bilo to. Če pa karkoli sem pa tako v videu povedala, da bom tako dolgo širila ljubezen toliko časa, kot čutim, da je že čas širiti. Ko bo prišel tak moment, ne bom. Tisti, ki čutite, da niste v ljubezni, mi pišite, napišite noter na spletno stran, pojdite pogledati, pošljite, napišite mail, kaj čutite. Dragi moji, koliko lepih sporočil dobim, koliko krasnih, odprtih. To je nekaj, kar, jaz tako rečem, to je tisto nekaj, kar me polne, kar vidim, da potem to, kar delam res ljubeznijo in da tako kot bi rekel, tako kot me vpraša gospodarstveniki, kako sem iz milijonov vprašaltala na to, kar delam, naj se rečem, to so moji milijoni, pa ne 1 milijon, 2 milijona ali pa tudi karkoli več.
Tam je napisala, mislim, da je ena gospa, kao korona je nahranila, nisem jih prebrala, ampak ja, čas korone je bil tudi čas, ko se lahko mi osredotočimo na se, poiščemo to ljubezen in v tej ljubezni živimo in jo delimo naprej. Toliko za enkrat. Če boste imeli kakršnokoli vprašanje, sem vam na razpolago. Predvsem pa, kar ostanite v ljubezni, širite ljubezen, širite luč in samo govorite resnico. Bolj, ko boste govorili resnico, bolj iskrene ljudi boste privabljali v svoje življenje, bolj, ko boste pozitivni, bolj pozitivni ljudje bodo prišli, jaz se samimi takimi družim, in bolj, ko boste ljubeči, več srčnih ljudi bo prišlo v vaše življenje in s takšnimi boste lahko delali neverjetne posle. En krasen večer, en krasen vikend vam želim in kakršnokoli temo imate, napišite, če mi gre v meditaciji ali po noči čez, se bo tudi ta odprla tema do vas. Ok, čau, čau.